Splet nikoli ne počiva, tudi poletini. Zato smo se veselili vaših snapov in sporočil, že danes pa vam predstavljamo nove spletke. Živjo, Tina, kaj so infodromovci počeli poleti? Živjo, Alešja, izvedeli smo, da ste uživali ob brezdelju, zabavi in dobrih knjigah. Na našem YouTubeu ste največkrat kliknili na prispevke o športu. Tako je, največ ogledov so zbrali kolesarstvo, motokros in odbojka. Veliko vas je kliknilo tudi na prispevek o menstruaciji. No, ker ste bili letošnje poletje malo več na telefonih, smo opozarjali tudi na nevarnosti v zvezi s tem. Ja, tudi na sekstanje oziroma sexting, ki povzroča kup težav prav mladim. Zato sem se o tem pogovarjala z učenci osnovne šole Prule. V prijavni točki Spletno oko se je v lanskem letu kar za 3-krat povečalo število prijav posnetkov spolnih zlorab. Na policiji so jih obravnavali 136. Spolna zloraba je zame v bistvu na nek način neko izsiljevanje in prisila nekoga, da ti pošlje določene slike ali pa da karkoli drugega naredi proti tvoje določene volje. Jaz mislim, da ne bi smel imeti nobene slike, ki jo ne bi mogel vsem pokazati. Vse pogosteje mladostniki svoje intimne fotografije ali posnetke širite kar sami. To pa moram res nujno poslati Bojanu. Takoj, ko začnete intimno fotografijo deliti, je to že kaznivo dejanje. In potem sem začela dobivati še več SMS-ov, da mu pošljem še več fotografij, sicer jih bi pokazal mojim staršem. Če se vam to zgodi, Sani dokaze, Ne odgovarja. blokiraj negovalca, Prijavi vsebino. zaupaj odraslemu. Jaz mislim, da otroci zato pošiljajo slike, da bi imeli več followerjev, zato ker če ti vidiš, da je ena slika tebi všeč, boš njim sledil, da vidiš še več teh slik. Verjetno pa tudi zaradi tega, da bi jih imeli fant ali pa punca rajši. vsi se strinjamo, da je splet super in nam je olajšal marsikaj. A če se vam zgodi kaj neprijetnega, ne ostanite tiho.